Spoštovane, spoštovani, lep pozdrav v oddaji Podobe filmskega sveta. Danes morda malce drugače, kot smo vajeni, saj imamo v studiu prvič danes čast gostiti gosta, zelo zanimivega režiserja, vsestranskega ustvarjalca, Uroša Zavodnika. Uroš, lepo pozdravljen v našem studiu. Lepo pozdravljen. Uroš, poznamo te dejansko tako, kot sem že omenil, občinstvo, tako v Sloveniji, kot tudi že delno tudi v svetu. Si režiser, si montažer, si scenarist, dramaturg, tudi igralec, praktično dejansko kot nek človek renesanse v filmskem svetu, bi lahko rekli. Danes podaji po pogovoru, ker bo odkrivala pač tvoj talent, tvoje ustvarjanje, kar je do sedaj nastalo v filmskem svetu, s tvoje strani, si bomo gledali tudi tvoj film, imenovan Bergmandelc iz leta 2016, eden od teh mnogih igranih filmov, ki si jih že ustvaril. No, mene pa sedaj zanima, če se vrneva kar na sam začetek tvoje kariere oziroma še pred kariere. Od kdaj sploh pri tebi ta želja po filmskem ustvarjanju in kdaj potem si se pa dejansko odločil, da bi se pa profesionalno ukvarjal s filmsko umetnostjo? Ja, bi rekel, da je zelo zgodaj, ne? V bistvu ta medij, film, me je zelo zgodaj nagovoril, ne? Posebej zaradi tega, ker sem pač v otroških letih sem bil dosti bolan in tako naprej in nekako sem, bom rekel, konzumiral ta medijski svet oziroma ta filmski svet malo na drugačen način. Hkrati sem se dosti ukvarjal, takrat sem dosti risal in te stvari dosti imel, bom rekel, tega ustvarjalnega naboja, umetniškega naboja, ne. In skozi, bom rekel, skozi leta dejansko vidiš, da v filmu lahko vse to združiš, ne. Kolikor, če se prav spomnim, kot si omenil, tudi risanje te je že takrat fasciniralo. Ja, zanimivo, da sem imel pri 6 letih svojo prvo razstavo. Zanimivo. In sicer zaradi tega, ker sem bil na Debelem rtiču, na zdravilišču in tam pač sem risal, ne, namesto da bi hodil na obalo, sem risal, ne. In na koncu so me presenetili in so rekli pač, zdaj bomo pa te tvoje risbe razstavili. In je bila tam avla, takratna avla Debelega rtiča, tega zdravilišča, je dejansko bilo moje razstavišče in takrat so v bistvu izobesili moje risbe in to je bila dejansko moja prva razstava. Hkrati mogoče je bil ravno to povod, ne, da sem še bolj intenzivno se začel, bom rekel, ukvarjati z tem medijem, filmom, oziroma da me ta medij, film, že bolj fasciniral. Takrat sem dosti risal te velike formate v osnovni šoli, ne, in tako naprej za te razstave. Tudi na grafičnem bienalu jugoslovanskih otrok v Kostarnici na Krki sem dobil tudi priznanje, ker je tam bila razstavljena moja grafika, ukvarjam se z glasbo, samo portret. Mislim, svoj portret sem naredil zaradi tega, ker sem se takrat tudi za glasbo ukvarjal, ne, pa sem v glasbeni šoli in sem igral v orkestru, mladinskem orkestru. Skratka, zelo pestro. Ja. Mene pa zanima, recimo, tudi, kar se tiče samega filma, ko te je začelo to fascinirati, morda še pred uradno izobrazbo. Kaj te je najbolj nekako fasciniralo, mogoče kateri filmski žanr ali filmska gibanja, si imel mogoče kakšno ime veliko tudi za vzor? Ja, zdaj recimo, bom rekel tako, če se vrnem, sem malo še nazaj, tudi takrat sem se začel ukvarjati za fotografijo. Kar je seveda tudi, bom rekel, korak do filma, ne. Se pravi, glasba, fotografija, risba, ne. To je že v bistvu, ko gre nekako skupaj, ne, se združuje. Vizualist 100%, skratka. Ja, in seveda, takrat so me, bom rekel, ti žanri, različni žanri, mogoče ravno smo bila na začetku, si omenil, na koncu bo predvajan moj film Bergmandelca, ne. Ki sem ga naredil z mladim in sem ga ustvaril na Koroškem, oziroma je koprodukcija med avstrijsko Koroško in slovensko Koroško. Ja, tudi science fiction, znanstvena fantastika me je že takrat tudi navduševala, glede na to, da je ta film žanrsko gledano science fiction, ne. Tudi vsi ostali žanri, ne. Ne vem, če je bil, bomo rekel, verjetno eden izmed
filmov, ne, ki pride recimo zelo do tebe, recimo Antonioni Blow Up. Odlično. Ampak ne bom rekel zdaj, da sem ga ravno v tem času že imel tukaj na listi, v bistvu med prvimi. Surrealistična stvaritev. Ja, mi smo dejansko bili v prednosti na Koroškem in sicer zaradi tega, ker mi smo imeli možnost gledati tako avstrijsko stran kot slovensko stran. Prvič sem imel takrat kinematografe, ki so bili, bom rekel, v vsakem mestu, vse posod na vasi. Po drugi strani je bil pa odprt televizijski signal, ne samo slovenski, ampak tudi avstrijski. In recimo avstrijska televizija je zelo dost teh filmov vrtela. In jaz ne, da sem konzumiral samo te filme, tudi se pravi te filme na avstrijski strani. Hkrati so bile tam zelo, bom rekel, specifične oddaje, ki so se ukvarjale tudi z umetnostjo, recimo Kunststücke. In tam je bilo, bom rekel, dosti, takrat je že bil Monty Python, ki ga še tukaj ni bilo, recimo, tudi Andy Warhol in tako naprej. Svetovna scena, skratka. Že tako, bom rekel, filmska umetnost oziroma filmi, ki niso bili tukaj, bom rekel, še tako nekje znani ali priljubljeni. Ja. Tako, zanimivo. Tudi zelo, bom rekel, neka svoja avtorska scena, posebna avtorska scena, surrealizem in vse te stvari. In seveda, to je, bom rekel, absorbiral si vse to. Ja, to je, bom rekel, osnova, tudi, da pol prestopiš, bom rekel, tudi na ta pot, da se odločiš, da se boš profesionalno ukvarjal s tem. Dejansko. Hkrati je pa nuja, da razvijaš, bom rekel, neko svojo avtorsko estetiko, da vse te filme vidiš. Zdaj, glede na to, da na Koroškem nismo imeli kinoteke, ne moreš iti tako v kinoteko, kot ne vem, v Franciji, ali pa recimo, kot so Novovalovci hodili v kinoteko, ali pa recimo v Ljubljani. Širok spekter poznavanja in razgledanosti, seveda, to je tisto, kar ljudi dobrega ustvarjalca naprej. Tukaj se popolnoma strinjava, to je osnova. To je osnova, to je recimo bila prednost tudi mojega študija v Avstriji. No, sedaj pride že do profesionalnega odnosa do filma, se pravi do tvojih študijskih let. Kje točno vse si študiral film? Jaz sem nekako je, bom rekel, že tudi organsko, da greš študirati oziroma da te zanima, bom rekel, tudi nekaj, kar je čez mejo. Seveda Avstrija je bila tukaj, seveda sem pošel v Avstrijo. Tako, vidno logično. Nekako, oziroma prilika za izkoristiti. Ja, mislim, prvič je zelo dobro, da obvladaš jezik, če si na meji, drugič je, zakaj ne bi šel v svet, poznanje. Važno je, mislim, da ne ostaneš, bom rekel, v nekem lokalnih okvirih. Tako, v teh okvirih važno je, da si ta spekter znanja razširiš tako. Jaz sem imel možnost in sem šel, se pravi, študirati filmsko umetnost v Avstrijo, ker sem imel tudi, bom rekel, predavatelje iz celega sveta. Tam so bili iz Amerike, iz Anglije, iz Škotske, iz Nemčije, vse posod so prihajali. In to je v bistvu dobro, zaradi tega, da se soočaš z vsemi temi različnimi filmskimi estetikami. Tam smo delali tudi na 16 mm filmski trak, animacije na 35 mm trak in tako naprej. Na koncu sem pač tudi doktoriral v Avstriji v povezavi Zagreb v Ljubljani in sicer iz filmske režije sem napisal mojo disertacijo. Dekonstrukcija pač filmskega režiserja oziroma filmske režije v postmodernem kinu zabave. Kar pomeni, zaključil sem z igranjem filmom Proces po Kafki. Ta film je zelo zanimiv, recimo. Mislim, da letnik 2005. Ja, naredil sem ga v bistvu kot avtorski film, hkrati pa v bistvu kot interaktivni film že takrat. Zakaj pa odločitev prav za Kafko, tega Franz Kafka, kultni srednjeevropski pisatelj? Jaz sem za ta moj zaključni film adaptiral, bom rekel, dva avtorja. Ray Bradbury, Fahrenheit 451, ravno ta futurizem, ko me toliko navdajo, science fiction. François Truffaut je naredil zelo, bom rekel, fenomenalni film Fahrenheit 451. Po drugi strani pa Kafka, ki je tudi zelo zanimivo, ujetost. In tudi kar precej zahteven za filmsko interpretacijo. Ja, ampak vsi, ko so videli film, so rekli, wow, v tem filmu sem točno ujel, bom rekel, ta meni deluje dejansko svet. Kafkovski ta film, ki sem si ga ogledal. So bili vsi in jaz sem iskal, mislim, tudi lokacije, koliko je pomembno. Jaz sem iskal to lokacijo in sem pol našel pač blizu Celovcev v Vitrinju, v eni gimnaziji, kjer je pač umetniška gimnazija. In tam noč sem dejansko jaz našel, bom rekel, tudi ta ambient, kamor sem jaz lahko to zgodbo postavil.
In zanimivo v bistvu tudi sama zgodba, ne? Ko on stopi pred preiskovalnega sodnika, ne stopi med marionete. Ker so v bistvu že vsi sformirani, ne? Tako kot pač v bistvu en sistem. Tako, ja. tako. Na začetku se pa dejansko začne, ko njegov, bom rekel, čas oziroma njegov tek, ne? Ta luča na niha, sem in tja. In v bistvu tako kot čas, ko gre. In to tvoj čas, ko mineva, ne? V trenutku se to ustavi. Čim se začne oni z njim ukvarjati. Tako in takrat ta dva, ki mu reče, ne? Da je aretiran, zakaj. No, ampak za časa študija tudi za Akademijo AGRFT, če se ne motim. Ja, to bi še v bistvu dodal. Ne? Ja. Zanimivo je bilo takrat 2018, moj profesor iz Nemčije mi pošlje dal en članek, pa reče, da je pogledaj to. In si pogledamo, ne? In je bilo tam pač napisano Netflix in naredil interaktivni film, Bandersnatch. Zanimivo. V seriji Black Mirror. In jaz to pogledam in sem rekel, wow, pa to sem že naredil v bistvu takrat. Zanimivo. 2007, ko sem zaključil, 2005 smo to snemali. 2018 je pa on to napisal. Ja, 2018 je bil pa v bistvu na Netflixu ta Bandersnatch. Super. In je zanimivo, wow, sem rekel, ja, to sem jaz naredil že takrat. Res. Ja. In dejansko po istem principu, tako, se pravi, scena se ustavi, tukaj sem imel drugo tehnologijo, takrat še ni bilo te tehnologije, kot je zdaj ima recimo Netflix, scena se ustavi in takrat ti se lahko odločiš, pa izbiraš. Po kateri, bom rekel, poti, po kateri narativni poti bo pač ta film se nadaljeval. Ne? Kaj bo ta protagonist naredil, ne? S čim se bo on soočil, s kakimi antagonizmi se bo on soočil. Dejansko popolnoma spogledovanje, sodelovanje z gledalcem. Ja, in ko pride recimo, se pravi Jozef K. pride pred preiskovalnega sodnika, ga Jozef K. vpraša, kriv ali ne kriv. In se film ustavi. In se ti lahko odločiš. Tako. Ampak v bistvu, kaj sem jaz naredil, v bistvu catch, pri tem filmu sem naredil tudi ta, da se konča na isti način kot moj avtorski film. Če se v enem trenutku jaz moram podrediti gledalcu, pa za gledalce zrežirati, bom rekel, neko interaktivno verzijo filma, pa posneti toliko in toliko scen, ker mojo produkcijo seveda pač recimo podaljšali, razširili in vse to naredilo bolj kompleksno, da so vse te stvari naredil. V enem trenutku tudi jaz se lahko poigram z gledalcem. Pa on misli, da bo prišel, bom rekel, do enega svojega konca. Ok, sem vse te verzije pripeljal do mojega konca, avtorskega konca. Zanimivo. No, pa če se sedaj vrneva malce nazaj, v tvoja, recimo, začetek 90-ih let, ko si se začel prvič po študiju, če se ne motim, profesionalno ukvarjati s filmi. Nisi bil samo, kot smo že na začetku omenil, ne samo režiser, ampak še mnogo več. Zanimate seveda tudi montaža, scenaristika, tudi recimo kot igralec se boš pojavljal, kot bomo videli. Kakšni so tvoji spomini na začetke ustvarjanja tega profesionalnega filmskega? Če se ne motim, okoli leta 1993, tam nekje. In kakšne filme si največ takrat snemal? Pred igranimi, seveda. Ja, takrat je pač dosti zanimivo, ko sem začel študijo, da smo se pač soočali z samim filmskim trakom. Kar je v bistvu čist nekaj drugega, kot je danes v navadi, recimo. Ja, v bistvu tudi analogna fotografija, jaz sem dosti fotografiral in v bistvu se predstaviš iz analogne fotografije, se predstaviš tudi na analogni film. Snemali smo takrat, pač imeli smo Ariflex 16, Bolek 16, pa 35 mm animirano kamero, bil je pač montažna miza 16-35 in tako naprej, studiji so bili tam, ker sem študiral in tako. In zanimivo je bilo pač delati z filmskim trakom, ker je povsem druga estetika. In dobro je v bistvu, da imaš ta občutek, dobiš in takrat recimo, če se predstaviš, ne vem, v montažo, recimo iz te mize greš v montažo, tudi malo drugače razmišljaš. Recimo Avet je bil zelo tako filmsko narejen, ki je tudi prišel takrat v filmsko industrijo, recimo v Hollywoodu in tako. Ker tam je bilo razmišljeno tako, kot da imaš te filmske trake in v bistvu te stvari sestavljaš malo drugače kot pa recimo televizijska montaža. In seveda je bilo, mislim, jaz sem pač videl prednost tudi v tem, zakaj bom rekel vse ostale stvari tudi. Če hočeš biti, bom rekel, režiser, je dobro, da poznaš tudi mislim, tako je v osnovi tudi sama scenaristika, da znaš razviti film, da znaš postaviti naracijo in da znaš, bom rekel, same like. Tako. Karakterizacijo likov izdelati. Vse, absolutno. Zaradi tega sem bil dostikrat sem bil tudi na teh delavnicah z script doktorji in tako naprej, ki so mi dosti prinesli tudi pa z različnimi scenaristi.
In še preden si prispel do tega filma Proces o Kafki, kakšni so bili pa filmi, ki si jih prej posnel, vsi ti kratki, kakšna je bila recimo tematika? Hotel sem reči, hotel sem reči v bistvu zakaj, bom rekel še montažo pa te stvari. Je dobro, v bistvu, če sam te stvari obvladaš, lažje te stvari skomuniciraš, tudi bom rekel za soustvarjalci, ki jih takrat pritegneš na svoj projekt. Ker na koncu je pač takrat pomembno, da vsi sledijo tvoji viziji. Bolj boš znal te stvari skomunicirati, bolj bojo sledili tvoji viziji, bolj bom rekel, bo film tak, kot si ga recimo ti želiš, oziroma ga imaš ti v glavi. Mislim, da film pač ti moraš vnaprej videti, preden greš na filmski set. Se pravi, če ga imaš v glavi, pol ga boš lahko posnel tudi, brez problema. Hkrati moraš pa to znati skomunicirati. Hkrati moraš biti pa tudi odprt, če ti nekdo nekaj ponudi, kar je mogoče boljše, oziroma kar še bolj podpira ali pa suportira, pač, bom rekel, tvojo vizijo, da je to nota. Ampak jaz mislim, da takrat, ko vsi vidijo tudi, koliko je močna tvoja vizija, koliko znaš te stvari skomunicirati in koliko ti vidiš ta film v svoji glavi že, toliko, bom rekel, več suporta dobiš tudi od avtorske ekipe. Ker oni se kar naenkrat vidijo tule not. Dejansko. In to je, bom rekel, ta surplus. V osnovi je pa dobro, v bistvu, da ti napišeš scenarij, da si takrat, bom rekel, zelo odprt. Nimaš nobenih omejitev. In da ga napišeš, bom rekel, tako, da tvoja domišljija, bom rekel, čim bolj odprta. Da ni nekih meja, da dejansko... Ja, to je tako, kot Metro-Goldwyn-Mayer je enkrat povedal. Kolikor imaš ti vode, to strugi, toliko, bom rekel, bo dober film. Se pravi, koliko močno imaš scenarij, koliko dober je scenarij, koliko dobra je zgodba, koliko dobro so razviti liki. Toliko, bom rekel, tvoja struga oziroma voda se dviguje. In koliko boš mogel na filmskem setu delati kompromise, se počasi to, bom rekel, znižuje. Ampak če si tukaj, pa boš naredil kompromise, boš še zmeri tule. Če boš pa tukaj, pa boš začel delati kompromise, pa počasi ne bo več vode na te strugi. In to je v bistvu razlika, da če imaš zelo dober scenarij, ga boš še zmeri, da lahko narediš dober film. Če pa v bistvu je scenarij, ima te, bom rekel, šibkosti, oziroma pomanjkljivosti. Pol pa bom rekel, bo zelo hitro pristal nekje na dnu, tam, ko ni več stvari. In pol je v bistvu težko narediti, bom rekel, zanimivo pa dober film. Definitivno. Od dobre ideje, zgodbe in karakterizacije zelo odvisno. To tudi sam se čisto strinjam s temi besedami. Ja, jaz sem recimo Toložnika, ko sem snimal. Je pač 6 malih dni smo na razpolago, to je bila RTV produkcija. V 5 si ga pa posnel, če se ne motim. Tako. Koliko je moglo biti dejansko te stvari pač dobro zastavljeno, da je pač ta stvar da je bilo mogoče posneti v 5 dni. No, da je recimo ta tvoja vizualizacija in ideja pri vsakem projektu že na začetku tako dobro izdelana, pri vsakemu projektu, kot se lotiš. Tukaj vidimo tudi iz vidika tako različnih žanrov, recimo, oziroma, ker vemo, da snemaš tako dokumentarce kot igrane filme, pa tudi animirane filme. Kakšna je sedaj tukaj razlika v ustvarjanju? V osnovi je treba pač projekt imeti pripravljen tako ali pa drugače. Stvari moraš znati tudi pri dokumentarnem filmu skomunicirati in najti, bom rekel, neko vizijo. Zdaj je recimo dokumentarc o slikarju Jožetu Cjuhi. Recimo, ta je zelo znamenit. Zanimivo je, da smo se z Jožetom spoznali v Parizu. Tam se snimal en drug film, in sicer o porcelanu Cat Brior. Ta porcelan verjetno vsak pozna v Ljubljani, ta manufaktura, izjemen porcelan, ta je bil takrat v Franciji. Če smo te stvari snemati, Jože je rekel, da ni na ključe. Jaz ne vem, prav na ključe ali ne. Ključe ni, vse je nekako osvojeno. Ja, tako. On pravi, da se je moglo zgoditi, da smo se srečali. Ampak en dan smo dlje tam ostali, zaradi tega, ker so bili neki zapleti in potem smo šli do njega. In kaj se zgodi, moj snemalec Rado Likona, s katerim smo snemali Cat Brior, je odletel naprej v London, ker je imel pač tam svoje termine. Tu je ostala kamera in jaz sem šel, bom rekel, s to kamero do Jožeta smo šli, skupaj z Joritom Bricmanom, Cat Brior. In kaj se zgodi, bila smo tam skupaj 1 uro pa pol. In ne vem, kar ujeli smo se. Po naravni poti je steklo. Ja, v bistvu jaz še nisem vedel. Zanimivo je bilo pol po njegovi smrti. Ko je umrl, so me povabili, ko je bil že film narejen, so me povabili na otok Šipan, kjer je on tudi ustvaril in kjer se ta film tudi začne.
In zanimivo je, da takrat njegov kolega, ki je bil takrat v Franciji, rekel, pa ti je Jože povedal takrat, ko ste se srečali, kaj je rekel tebi? Sem rekel, ne vem, ne, mislim. Ne, je rekel, le še isti večer je prišel do mene in je rekel v bistvu za mene, ne, zdaj pa sem spoznal človeka za mene. Ne. Rekel, le, on pa lahko meni naredi film, z njim pa jaz lahko naredim film. Mislim, to v bistvu, če se zgodi to, v bistvu imaš tudi potencial, da lahko narediš, bom rekel, en film. Ne. In zaradi tega, ker sem se Jožeta spoznal v Parizu, sem se vedel, da v bistvu moj film mora biti, bom rekel, toliko velik oziroma taka, ne, da ga jaz lahko tudi zraven, bom rekel, njegovih slik, njegovega pariškega ustvarjanja postavim tudi, bom rekel, eno pariško galerijo ali kamorkoli. To je bilo že izhodišče, tako kot smo prej rekli, le scenarij mora biti tukaj. Tudi ko delaš dokumentarni film, moraš v bistvu nekje vedeti, kje mora, bom rekel, ta film biti oziroma kje ga vidiš. Tako. In to je zelo dobro, v bistvu, da bil tam. In ko smo začeli delati, rekel, na kak način bomo delali. Sem rekel, tako, da bo on povedal meni zgodbo. In smo začeli delati na tem. In kar naenkrat so se začeli odpirati svetovi. In takrat, ko smo dejansko stvari debatirali pred filmsko kamero, sem še zmeri vedel, ampak spoznali smo se v Parizu. Jaz ga moram tja postaviti na ta piedestal kot ustvarjalca. Takrat, ko njega ne bo več, on bo še zmeri tukaj. In ko smo bili s projekcijo pol na otoku Šipan, vsi njegovi znanci oziroma vsi, ki so skupaj bili za njim, so imeli občutek, da je on še zmeri tukaj. Še vedno prisoten. Zaradi tega, ker smo film delali tako. Ja? Ni bil, bom rekel, film delan z distanco, ampak bil film delan, bom rekel, po onih principih igranega filma tudi. Ker začutiš lika, ne? In v bistvu ta lik začne živeti s tabo in ti vzpostaviš neko interakcijo z njim. In to se je zgodilo tudi recimo takrat, kar je zanimivo. Super, definitivno. In zanimivo je tudi, da smo prišli, bom rekel, do zgodb, kjer on govori tudi o tej umetniški svobodi. Kaj mu dalo, bom rekel, svobodo, da lahko on ustvarja. Dejansko film narejen tako, da lahko ti njegovo to mitologijo, se pravi njegov način življenja, pa njegov način svobode apliciraš na karkoli v tvojem življenju. Tako. Da si lahko interpretiraš s tistim, kar se tebi dogaja. Ja, in ti na ta način tudi postaneš ustvarjalen. Primarno, ali si v slikarstvu, ali si v fotografiji, ali si na filmu, ali pa si v bistvu čisto v enem drugem segmentu. Ker vse posod možeš biti ustvarjalen. Tako. Zelo pomembna je strast in razumevanje, ko se ustvarja. Ja, in jaz mislim, da mora biti nekaj več. Do človeka, ki je pred kamero. Tako. Ja, recimo, nekaj več. Tako. Ja, sem delal recimo dokumentarni film z Jörgom Gasmerjem za Koroško galerijo likovnih umetnosti. Švedski oziroma nemški umetnik, ja. Če se ne motim. Žal pa eno leto potem, ko smo naredili film, je žal umrl. Ampak zanimivo, on je rekel, da je v Nemčiji imel, bom rekel, je povabil režiserja, pač imel enega filmskega ustvarjalca s sabo, ki je bil 3 mesece skupaj z njim, pa rekel, da ko je naredil film, da se ni mogel poistovetiti s tem. Mi smo bili 3 dni skupaj, ne? In ko je on pogledal ta film, je rekel, le, točno to sem jaz. Popolnoma ujeto in zadeto poanta. Ja, kar je bilo neverjetno, ne? Da smo v bistvu našli to komunikacijo in tukaj smo. In zanimivo je, kar je zanimivo, pač, ker me galerija povabila k sodelovanju in smo naredili pač pa leto kar dost, oziroma kar nekaj teh filmov. Zanimivo, da recimo on je dosti ustvarjal v New Yorku, tudi v Tokiju, na Švedskem, v Nemčiji, v Švici in tako naprej. V enem trenutku, ko je bila tam razstava njegova, ko je bila ta njegova inštalacija postavljena v Koroški galeriji likovnih umetnosti, galerije Ravne. V enem trenutku on kliknil in to razposlal. Vsi so to vedeli, vsi so to videli, naenkrat je bil v celem svetu. Ne samo on, ampak tudi galerija. Kakva prednost je, bom rekel, ta medija. Ko pa recimo predem ti natisneš katalog, pa ta katalog razpošljaš in tako naprej. Recimo nazadnje sem pač posnel tudi film, ampak zadnji film v tej seriji, ko je bil tudi na filmskem festivalu slovenskega filma v Portorožu prikazan, bil recimo Spekula. Spekula, tako. To sem posnel v Loči, v Kopru. Tilen Žbona, Srečo Dragan, Oto Rimele, Peter Cjuha. Zanimivo je tudi Oto Rimle, on je tudi glasbenik, ne sem slikar. On je v prvi zasedbi Lačni Franc in tudi pri Laibachih je igral kitaro. Vse stranski v glavnem. Ja, on je dal na razpolago tudi svojo glasbo.
da je v bistvu ta glasba podprla, bom rekel, ta film. Zelo zanimivo. Zanimivo, mislim, pri mojih filmih je zmeraj tako zanimivo, ne? Ker sem sam se tudi ukvarjal z glasbo, je pomembno, da ti stvari, igralci ne more dati, bom rekel, vsega tega. Pa tudi, ko delaš dokumentarni film, pride pač do momentov, ki jih ne moreš, bom rekel, v vsej svoji ekspresiji pokazati, ne. Lahko jih pa mogoče za podporo glasbe ali pa atmosfere. Za mene je zelo pomembno, recimo, da vsi moji filmi pač nekako, za vse moje filme najdem nekoga, da mi bolj skomponira to glasbo. Zelo pomemben faktor, ki je tako vizualizacija kot glasbena podlaga. Kar skupaj atmosfero in poanto ustvarja. Tudi recimo, ker si rekel, tudi sam sem igralec, tudi član, se pravi, Actor Studia, igralskega studia Bratov Vajovic. Kjer sem tudi sam nekaj časa pač sodeloval in hodil na te igralske vaje. Mislim, da od tam se tudi midva poznava. Tako. In si danes v studiu. Ja, mi smo imeli, mislim, to je bilo neverjetno, tukaj v Sloveniji sem imel možnost, da si dobil direktno informacijo od, bom rekel, o metodi. Tako, brata Vajevec, žal že pokojni Janez danes in njegov brat Andrej, ki sta upeljala to Strasbergovo metodo igranja, dejansko prve dva v Sloveniji, ki sta to storila. Tudi ena dva redkih v celi Evropi, če se ne motim. Ampak v bistvu, kaj je neverjetno, recimo Janez Vajevec je bil v klasu od Lee Strasberga. Tako, on se osebno od mojstra učil. Vse to je neverjetno. Lee Strasberg, ki ga je učil neposredno, on je bil njegov študent. In on je prenašal to, se pravi, na svoje študente, tudi na mene. Jaz sem zmeraj, ko sem bil v studiu, sem šel tudi, bom rekel, na oder. On me vodil. In to je v bistvu za mene to pomembno kot režiserja, pa hkrati kot igralca. Si pred kamero, si za kamero. Tako. Ker v bistvu jaz moram... Vse aspekte pač spoznati. In ustvarjalca in izvajalca in vse. Tako, ker imaš, bom rekel, režiserja, ki je pač primarno se ukvarja z igro, ali pa imaš režiserja, ki se ukvarja s tehniko. Tako. Ampak jaz sem pač v bistvu režiser, ki se ukvarjam z igro, ker je to pomembno, ta ekspresija. Jaz hočem v bistvu tehniko, pa v bistvu to podporo odzadju, da podpira, bom rekel, to, kar ti lahko ponudi igralca. In mislim, to je neverjetno, če je bil Lee Strasberg, pa so bili njegovi študenti, Marlon Brando, Marilyn Monroe, Robert De Niro in tako naprej. In zdaj v bistvu dobim jaz to direktno informacijo, sem dobil od Janeza. Tako, Janez, ki je tudi sam bil kot Marilyn Monroe, učenec Strasberga osebno. In dobim direktno to metodo. Zanimivo, on te je znal, bom rekel, voditi tudi po tvojem telesu. Kar naenkrat, bom rekel, ti čutiš vse emocije, vse stvari vodiš po telesu. Lahko se sprehajaš po svojem telesu. Kaj je to v bistvu, metode. Dejansko. In začneš ustvarjati, bom rekel, ta register emocij, ki jih v bistvu pol prenašaš na ta lik. In znaš pol oblikovati ta lik. Znaš ustvariti substitut, znaš ustvariti, Tako. Spektar vseh čustev in dojemanja tukaj je ogromen. Zato se tudi meni bilo... Kako rol daš na sebe in te stvari. Zelo blizu ta metoda. Ti lahko, bom rekel, delaš z tem kot igralec, hkrati v bistvu delaš s tem kot režiser. Kdo pa je bil, zakaj je bil Ilija Kazan? Se je skupaj z Strasbergom ustvaril Actor Studio. Vsekakor. Kaj se vete, sem tako naprej. So vsi bili tam skupaj, so bili igralci, so bili režiserji. So bili veliki režiserji. Poznali so čisto vse spektre tega ustvarjanja, ne samo eno področje, točno v tem je bistvo. Oni so ustvarili, to je, iz katerega se potem razvil tudi Actor Studio, to gledališka skupina in vse te stvari. To je, bom rekel, in zdaj, ko smo bila ravno prej pri glasbi, koliko je pomembno, takrat, ko ti sam vidiš, če imaš to izkušnjo igralca in tudi kot režiserja, in če si imel, bom rekel, možnost, da si imel ta coaching, recimo s strani Janeza Vajevca. Koliko je, bom rekel, pomembno v enem določenem trenutku, vseh emocij ne moreš, bom rekel, prebrati iz obraza ali pa jih ne moreš začutiti. Koliko je pomembno, da takrat daš, bom rekel, to glasbo v ozadje, ki dvigneš to emotivno stanje enega igralca. In dobro je tudi, da imam, bom rekel, tudi to izobrazbo glasbenika, da sem sam igral, pa sam ustvarjal tudi na glasbenem področju. Zaradi tega, ker pol še slišiš mogoče določene instrumente,
ki ali pa zvoke, ali pa ne vem. Vse si izkristaliziraš v glavi in si predstavljaš končni izdelek. Točno kakšen mora biti. Recimo, jaz sem ne vedel točno na koncu Tolažnika, sem rabil pač v bistvu en akord. Takrat v bistvu ena zaključna scena je, ne. Hotel sem posnet pač v enem takeu in takrat ona gre not. Kjer igra Pija Zemljič. Tako. Ja. In recimo jaz sem slišal to v bistvu en akord, to napetost sem hotel ustvariti skozi en akord. Sem z Goran Ščepin mi delal glasbo, ne. In sem s njim točno to... On je sodeloval, če se ne motim, pri večjih projektih. Je tudi, recimo tudi za Proces mi naredil glasbo. Tako, tudi tam je njegova glasba. Tako je, jaz sem tudi njegov hčerko Ditko, ki je mogoče, ko kdo pozna, z to poezijo od Lanška. Sem jaz recimo prvi postavil gor takrat. Ferje Lanška. Sem jaz recimo prvi, verjetno, mislim, da sem prvi, ne, Goran sem to omenil, nisem jo postavil takrat, ko sem delal Evropsko prestolnico kulture 2012 v Slovenj Gradcu, ker je prva otvoritev, oziroma glavna otvoritev bila v Mariboru in to je bilo še partnerska mesta, ki so sodelovala takrat za Evropsko prestolnico kulture. In jaz sem naredil otvoritev v Slovenj Gradcu. To je bila v Koroški galeriji likovnih umetnosti, je bila velika otvoritev. Jaz sem jo postavil tudi tam gor, se pravi na oder, ravno z to poezijo od Lanška. Tam je, mislim, da je tam začela verjetno, ravno na tem odru je začela ravno, bomo rekel, to glasbeno ustvarjati z Lanškom na mojem odru. Še prej je bila pa v tem filmu tudi Tolažnika. No, še preden se bo ogledala pa igrane filme, ki se jih ustvaril, ko se pomakneva k njim, bi pa tukaj še en dokumentarec vendarle izpostavil, ki pa se ne nanaša na enega umetnika, individualista, ampak na neko, bo rekla, jezikovno skupino oziroma kulturo. In sicer zelo zanimiv film, ki se ga ustvaril, mislim, da je 2015, je recimo Gočevar Lond oziroma Gočevar Lond, ker je pač stara srednjeveška nemščina, bo tako rekla. Kočevarščina. To je tudi zelo zanimiv, specifičen film, pač tukaj ni prikazan nekega umetnika, ampak samih kočevarjev, kako oni živijo, kako so živeli od srednjega veka vse do dan danes, ker imajo specifično pač to nemščino, ki je tudi drugačna od današnje sodobne nemščine. Mene pa res zanima, zakaj recimo si se odločil za to specifično tematiko, ki je tudi nam, Slovencem, relativno neznana, če lahko tako rečem. Kaj bo trovalo nastanku tega filma oziroma kaj te je spodbudilo? Jaz sem imel v Avstriji tudi pol predavanja iz igrane filmske produkcije, iz dokumentarnega filma v scenaristike. In pri dokumentarnem filmu sem sodeloval skupaj z predavateljem Hermanom Lostikom. Njegovi starši so kočevarji. In zanimivo, da on pač imel, oziroma še zmeraj ima, kočevarji so ustvarili en tak velik arhiv vsega tega materiala o kočevarjih. Tam not, bom rekel, so stari posnetki, tudi na 16-milimetrski trak iz 35. leta. Izpred druge svetovne vojne. Ja, prej, takrat, ko so v bistvu še tukaj bili. Jih je bilo še več, Ker oni so se na prelomu iz 19. v 20. stoletja se jih je polovica izselila v Ameriko, ker tukaj je pač kras, tukaj dejansko ni vode, oni so mogli zbirati. Življenjski pogoji pač so bili iz ZDA strehe, boljši. v te cisterne tekla voda in tako naprej. Bil tam samo les, dejansko niso imeli od česa živeti. Dejansko podobno kot še v srednjem veku, dejansko življenje. Ja, oni so se v 12. stoletju so naselili. Se film se začne, bom rekel, začne se tam, kjer se je začel. Ortenburg, to je pri Špitalu v Avstriji. Tako, ja. Ampak poanta je, da so tam razvaline, pa zdaj so tukaj razvaline. Zanimivo, ampak tukaj je nastalo več kot 100 vasi. Vsaka od teh vasi je imela svojo cerkev, pa šole in tako naprej. In na koncu v bistvu imaš kaj, razvaline tukaj. In tam imaš razvaline. Prišli so pa zaradi tega, ker v bistvu tule ni bilo koga takrat. In ta graf Ortenburg je imel pač v ugleju, se pravi, svojega brata. In oni so imeli takrat v bistvu, to je bila njihova posest. In on je hotel koristiti, bom rekel, te resurse tukaj, se pravi, zemljo poseliti z ljudmi. Gost, on je pač videl tule not denar takrat. Perspektivo, ja. Ampak ni bilo ljudi tukaj. In oni so se zato sem naselili. Kakor so v srednjem veku precej pogosto počeli. Ja, ko so razni vladari ali cerkveni dostojanstveniki skupine in etnične skupine ljudi naseljevali. Podobno kot recimo saški Nemci v Transilvaniji. Sedaj sem dobil ta utrinek.
In to je bil dejansko otok, ampak je bil tudi jezikovni otok. Tako. Oni so se tudi poročali recimo z Slovenci in obratno tako naprej. Ampak jezikovni otok je... Ker so bili toliko stoletij zase in tudi ločeni od recimo nemškega cesarstva Nemčije, kjer so ostali se jezik ohranil. Oni so bili krošnjari, ne? Oni so v bistvu, oni so bili oproščeni davka in so lahko, bom rekel, to suho robo prodali okrog Evrope in tako naprej. Ja, ravno zaradi tega, ker dejansko niso imeli časa tukaj živeti. Ne? Ampak zanimivo je, da zaradi tega jezikovnega otoka so tukaj ostala, bom rekel, ta kočevarščina kot pogovorni jezik, je ostal, bom rekel, ta stara nemščina srednjega veka. Ne? Zato je kočever land. Tako, lond, kar pomeni land v bistvu. Bok se recimo stari oče pa alt ate, ne? Iz tega pride mogoče tudi pri nas. Ali obratno, ali so to v bistvu prevzeli, ne? Ja, ker stvari so se le malo mešale, ne? Zanimivo. Ja, ampak zanimivo pri tem filmu je definitivno, da sem jaz hotel ohraniti to kočevarščino. Zaradi tega, ker kaj je najbolj karakteristično za kočevarje? Kočevarščina. Tako. Ampak sem videl v bistvu tudi druge filme, ko so jih delali oziroma poskusijo o teh filmih o kočevarjih, ampak ponovadi so namenili mogoče 5 minut ali pa kaj kočevarščine. Tako so postavili like, ne vem, okrog neke mize in so se malo nekaj tole pogovorili. In sem se rekel, v bistvu to je glavno, njihova značilnost. To je dejansko izgubljena kulturna dediščina, ki bo za njimi odšla. Ker zdaj ti, ki so bili mogoče že tam rojeni, ne, so zdaj čez 80-90. Problem je v tem, da ta kočevarščina ni dosti zanimiva, bom rekel, za zanamce. Zaradi tega, ker vsi pač govorijo nemško, ne kočevarško. Čeprav na kočevskem recimo poznam Maridiva Andrej Černe, ona dva se zelo zavzemata, da se ohrani še ta kočevarščina. Tudi med mladimi. Ne? Ampak zanimivo je pač v bistvu ravno v tem, da če bo ta jezik šel, bo tudi ta kultura dejansko šla. Ne? Ker vse ostalo je, bom rekel, bolj kot ne ostalo v ruševinah. Tako. To je problem. In zaradi tega sem pač jaz, ker sem videl ta potencial, sem rekel, dajmo narediti, bom rekel, film, ki bo cel v kočevarščini. Da ostane. To je v bistvu tudi film, ki je pomemben recimo za UNESCO. Tako. Tudi zahvaljujoč temu filmu se bo ta jezik še naprej poznal. Ja, in zanimivo je, gre za igrano dokumentarni film. Dejansko se začne v teh razvalinah, se pravi, te graščine Ortenburg, pri špitalu. In tam prijete skupaj vnukinja, pa bom rekel, se pravi dedeka. In on začne pripovedovati to svojo zgodbo o kočevarjih. In potem imamo te ekskurze, te prehode na kočevsko. Zanimivo. Ja, in tam v bistvu on je razlagal o kočevarščini. In dejansko se zaključi film tudi na ta način, da naredi v bistvu vnukinjo, hoče, bom rekel, učarati za tem jezikom tudi na ta način, da ohranite ta jezik, ohranite našo kulturno dediščino še za zanamce, da ne bo dejansko izginilo, ker z nami bo izginilo. In on je bil rojen 38. leta, in on je bil še rojen na kočevskem. In zanimivo je, da on od 17. leta naprej je pa šel v Ameriko. In on je živel dosti dolgo v Ameriki, pa se je pol vrnil. Frank Mauser. In on je pa ohranil to kočevarščino, zanimivo, tudi v Ameriki so ohranili to kočevarščino, da so med sabo še govorili v kočevarščini. In on je prišel sem in naenkrat so imeli tukaj lik, ki je znal zelo dobro v kočevarščino. In smo lahko z tem likom šli, bom rekel, naredili te ekskurze in smo sestavili cel dokumentarc skozi ta lik. Tako. Ampak, če greva zdaj še malce... Zanimivo je tudi tema, koliko je recimo pomembno, ko smo imeli v Celovcu premiero, je prišlo na premiero pač več ljudi, ko je šlo jih v kino. Ljudje so stali v kinematografu. Interesantno, dejansko. Tam je bilo za 460 ljudi, okrog 600 je bilo not, več kot 100 jih je moglo videti. Zaradi tega, ker niso prišli na kinematograf, hoteli so to videti. Koliko je, bom rekel, še zanimivo to, pa pomembno. Tudi več projekcij je bilo tukaj na Slovenskem. Ni pa bil film še recimo na televiziji. Upajmo, da bo tudi kmalu. Ja, jaz upam, da. Zaslužil bi si vsekakor. Ja, jaz mislim, da je pomembno, da dejansko ljudje spoznajo. Spoznajo, bom rekel, tudi iz tega gledišča izgubljene kulturne dediščine pač kočevarje. Pa da, bom rekel, se soočijo z tem kulturnim ali pa jezikovnim otokom, ki je včasih bil južno od Ljubljane. No, ta film vsekakor je bila neka posebnost.
pač ostaneva nekako v tem času, kmalu zatem, nedolgo, mislim, da že naslednje leto, če se pa vrne k igranemu filmu nazaj, pa nastane, bova rekla, lahko kar precej znameniti film Bergmandelc, ki se ga danes tudi ogledamo po oddaji. Popolnoma zopet odmik k tistemu, kar tebe zanima, znanstvena fantastika, močna dramatika, liki, pa vendarle spet nekaj črpaš iz legende o Bergmandelcu, tudi delno, ne na vse zadnje takšen naslov. Kaj pa te je spodbudilo recimo k ustvarjanju tega filma, kjer imaš mimogrede sam tudi zelo pomembno vlogo, kot bodo gledalci videli? Film je zelo težko sproducirati tukaj. Ta film je nastal v okviru sodelovanja z mladimi. V bistvu kot Erasmus Plus projekt. Zanimivo, tudi na ta način smo pač v bistvu posneli ta film. In sicer to je bilo sodelovanje med Ravnsko gimnazijo na Ravnah, pa med Velikovško Haka. Pač jaz dosti ljudi poznam, tudi z ravnateljem Ravnske gimnazije, Dragom Benkom, smo prišli pač v kontakt preko Janka Mesnerja, pisatelja na avstrijskem Koroškem. On me povabil, da bi tudi predstavil filmsko umetnost gimnazijcem. In sem rekel, ja, pa dajmo narediti v bistvu na ta način, da bodo oni producirali filme. Smo ustanovili, bom rekel, filmski studio na Gradu. Potem smo tam posneli film Nick the Hacker, ki je šel tudi na festivale. In je bil mi zelo dosti opažen, da je bil tudi nagrade. In pol je kolega v Avstriji prišel na idejo, kaj če bi v bistvu naredili en čezmejni filmski projekt v okviru Erasmus Plus projekta. Ki pa je tudi v dveh jezikih. Ja, in ravno v bistvu to je bilo avstrijsko-koroška, slovensko-koroška, ki sta bila včasih skupaj. Sem rekel, dajmo pol narediti film pač v dvojezičen. In dajmo pol vključiti, se pravi, dijake, gimnazijce. In pol smo naredili med šolami en natečaj. Jaz smo bil že prej dosti v ta rudnik svinca in cinka v Mežici, sem spoznal in tako naprej. In to je tudi zanimivo, zaradi tega, ker je v Peci, pa tam, bom rekel, na obmejnem območju, pa v bistvu podzemlje, se mi zdela dosti zanimiva lokacija. In pol, ko je v bistvu ena skupina v Avstriji razvila svojo idejo, pa tu sem rekel, dajmo narediti en film, bom rekel, v tem kontekstu, dajmo izkoristiti, bom rekel, to podzemlje Pece. In smo začeli debatirati z dijaki in smo prišli pač do te ideje, tega znanstveno-fantastičnega trilerja. Ker se tudi v 3 oziroma celo 4 različnih časovnih obdobjih film dogaja. Tako, v osnovi z tega vidika je tudi zanimivo. Ja, film je bil v osnovi napisan tako kot celovečerc. In se dogaja, bom rekel, začne se v letu 2016, zaradi tega, ker takrat je bila premiera. To je tista glavna časovna linija. Ja, zaradi tega, ker je projekt tekel od 2014 do 2016, 2016 je bila planirana premiera, smo rekli, ok, 2016. Pa se znotraj tega začnejo stvari dogajati. Mislim, da se 2004 se je pa vse skupaj začelo. 2004 do 2028 dejansko bila je pa še 1992 tudi. Samo te stvari smo bolj združili zaradi tega, ker pač bil problem, dijaki so bili kot maturanti. Zdaj, če greš snimati en cel večerca, boš imel enih 30 snimalnih dni ali pa več. Zdaj jih bi mogel dejansko od mature in bom rekel potegniti. Časovno zelo zagonetna zadeva za njih. Jaz smo rekli, dajmo narediti en kratek film. Na koncu smo naredili srednjemetražni film. In zdaj, če bi v bistvu to vedel, bi naredil kar celo večer, zaradi tega, ker stvari so se začele dogajati. Jaz, recimo, rabili smo bolnišnice v svojem gradcu. Zaprla se je stara urgenca, odprla se je nova urgenca, enkrat smo imeli v bistvu možnost, da smo snimali na to urgencijo operacijske in vse. Bili smo podzemlji Peci, hodili smo tam not, lokacijsko zelo razgiban, vsekakor. Ja, smo se vozili not, tako kot rodarji, smo šli dol z vsem setom, postavili sneg, snimali spet ven in not, snimali smo po Avstriji. Ravno recimo za leto 2028 naravo pač, sem rekel, takrat bojo pač hologrami, Mi jih imamo, holograme note. Tudi nekaj zelo zanimivih vizualnih učinkov in efektov. Ja, holograme. Sem pač v bistvu imam kolega, ko se s tem ukvarja, pa sem rekel, smo vključili, bom rekel, tudi ljudi iz Unije. Sem rekel, dajmo to, bom rekel, narediti na ta način. Poleg recimo smo rabili futuristične avtomobile. Zelo zanimiva scena. Tudi ti voziš. Ja, I8, ne? Tako, kot bomo videli v filmu. Ja, ampak poanta je o tem, da sem jaz pač sem rekel, ok, sem poklical kolega in je rekel, povej, kdaj rabiš, ne? In smo dobili takoj iz Beljaka, so nam pripeljali recimo I8 pa I3.
jih imam pač nato, ne. Sem rabo po Ameriko, Koroška reševalna služba nam je dala pač, nam je šla na roko, smo bili njihove reševalne vozila, smo dobili njihov tim. Recimo, ko smo bila prej pri igralskem studiu Brata Vajeveca, ne, jaz sem tudi dijake zapeljal na to studio. In takrat, ko smo študirali film k Janezu, ne, sem jih zapeljal in smo naredili v bistvu tudi coaching. Janez prispeval tukaj svoj delež, zelo pomemben, glede igranja. Absolutno, zaradi tega, ker sem hotel, da se spoznajo tudi za metodo, ne. In recimo morajo igrati tam, morajo odigrati, ne vem, tipa, ne, ki je pač, 2016, takrat, ko mu brat, ne smemo preveč povedati, ne. Tako, da je bolj zanimiva zgodba za gledalce. Ampak on mora odigrati nekoga, ki se v bistvu tam v prihodnosti drugira in tako naprej, zaradi tega, ker mame ni več in tako, ne. Kar kompleksna vloga. Ja, in on je recimo znal to vlogo narediti ravno skozi method acting, ker se je soočil z tako igro po metodi, ne. Smo šli v studio, pripeljal sem jih v studio in skozi ta method acting so se oni razvili, da so znali to narediti. In to je meni bilo pomembno, da sem, bom rekel, te zunanje ustvarjalce, zunanje ljudi pripeljal not, da so oni dobili v bistvu ta potencial. Hkrati je bilo pa možno, bom rekel, na eni ravni pa narediti ta film. Ne, zaradi tega, ker niso imeli teh izkušnji in so jih dobili na ta način. Dejansko. Ja. Tudi skupaj z dijakom sem naredil to režijo, ne. Smo naredili skupaj, smo režirali, scenarij smo razvijali, ne. Martin Pogorevšnik, njemu posvečen ta film, ne. On je zelo veliko tega, bom rekel, filmskega naboja. On je šel takrat tudi na Agrofet na sprejemce in to, ko smo to naredili. Pa bil je problem, da je imel, bom rekel, nesrečo in se je smrtno ponesrečil v Ljubljani, ravno med študijama, ne. Ja, kar je bilo škoda in žal in zato smo tudi pol predstavili to snemanje, ne. Ampak mislim, ne moreš verjeti, zdaj, če boš gledal Francoisa Truffautta, Ameriška noč, La Nuit American, ne, tam se zgodi, da igralec umre, ne. Mislim, žalostno je bilo, da se, bom rekel, na tem projektu, ki je bil tako koncipiran, ne, bil je, se pravi, čezmejni, ne, tudi dvojezičen, ker se straja na tem, ne bo dvojezičen, ne. Predvsem logistika v tem filmu. Ja, ker združuje, bom rekel, Koroška je Koroška ni samo na eni strani, pa drugi strani. Kultura v celoti, tako, ki je pač danes med dve državi razdeljena. In je tudi film je tak, ne. In pol se nam zgodi ravno to, da bom rekel, enega pri 19 letih, da se smrtno ponesrečijo, ne, žalostno, ampak zgodi se ti ravno to, kar gledaš, bom rekel, pri Francoisu Truffauttu v Ameriški noči, ne, kjer v bistvu tudi se smrtno ponesreči igralcem. On bi pač skupaj mogla režirati ta film, ne, on je bil zelo vpet tudi v scenarij in tako naprej. Imel je ful dosti energije, ne. Tako da... Sam film je pa seveda zelo... pride zelo do izraza in vizualistično in tematsko in kar se tiče zgodbe, ker je zelo več preobratov v zgodbi. Ja, recimo, to sem še hotel reči, recimo Tilen Panko je mogel pol prevzeti, on bi mogel biti glavni snimalec. Je tudi režiral film. Tako je, on je pol v bistvu prevzel to vlogo od Martina Pogorevšnika. Ampak ja, kaj si hotel reči? Zanimivo film, ki je kot sam za moj okus eden tvojih bolj atmosferičnih filmov, no, če se lahko izrazim. Tudi vsebinsko zelo dodelano se vidi scenaristika, ker je ogromno treba slediti tem časovnim linijam, usodam junakov, tudi veliko preobratov se zgodi. Tvoj lik, recimo profesorja Kajzerja in potem kaj naj bi bil on v resnici in preveč ne bova povedala, tako, zelo zanimivo. No pa o tem, recimo, če se malce ostaneva še pri tej znanstveno-fantastičnemu, recimo, ustvarjanju, če se malce tega še dotakneva, kolikor pa vem, da ni dolgo po tem filmu Bergmandelcu, da se je imel še neke druge ideje, ravno tako za nek film, projekt, ki pa naj bi bil, kar sem slišal, kar sem je povedal, tudi zelo zanimiva tematika, morda celo aktualna danes. Kaj bi bil pa ta, oziroma kaj bo nekega dne ta projekt, morda malce besed o tem. Ja, s kolegom Juretom Bricmanom, z njim sem spisala scenarij, zelo, bom rekel, tako futuristični. In zanimivo je, da smo v tem scenariju 2015 smo končali ta scenarij. Zanimivo je, da smo ta scenarij predvidela reset človeške civilizacije
skozi virus, skozi begunsko krizo in virus. Tako. Stvar se dogaja, bom rekel, na Dunaju. To je bilo že v scenariju predvideno, že takrat 2015. In 2019 se res zgodi to. Neverjetno. Ne? Ker malce srhljivo, ne? Ja, srhljivo, ja, glede na to, marsikdo je napisal, je rekel, wow, le, videl ste napisalo to, le, videl ste priklicali, bom rekel, to pandemijo, ne? Ne, mislim, da nista vidva kriva, pač sta pa vizionarja. Ja, ampak to je zanimivo pri science fictionu, ne? Bom rekel, pri znanstveni fantastiki. Bom rekel, tvoja domišljija zelo odprta, mora biti zelo odprta. Ne? Ti si lahko privoščiš vse. Ne? Vse v mojem filmu so Rolling Stonesi, so noto, ne? Tudi Monika Bellucci, George Clooney, noto, in tako naprej. Ne? Film se dogaja, se pravi, glavno dogajanje postavljeno na Dunaj, ne? Drugače tudi v Parizu in Martiniku in v Londonu in New Yorku se stvari dogajajo. Kar pestre lokacije. Ja, v bistvu tudi umetna inteligenca not, in tudi dejansko dogaja se v res daljni prihodnosti, zaradi tega, ker hočemo iti na drugo stran Big Banga. Vesolje se širja. Se pravi, še enkrat se bo verjetno to zgodilo. Z velikim pokom se je pač vse začelo, zdaj pa ne bi še enkrat prišlo še do drugega poka. Mi hočemo še tudi, mi nočemo tule končati. Tako. In projekte... Film je bil, recimo, dal sem ga na filmski sklad na Dunaju, ne? Prebral ga tudi direktor filmskega sklada na Dunaju. Je bil fasciniran, ker zgodba je zelo originalna. Ne? Bil tudi fasciniran, ker začutil, bom rekel, to mojo tendenco po filmskem ustvarjanju, tudi v samem scenariju. Ampak seveda, problem je science fiction, problem je producirati tudi science fiction. Ne? Tudi kar se tiče finančnega vložka, ne bi bil tako majhen tu. On je pa to ceno plus minus 5 milijonov. Ne? To je tudi, recimo za Avstrijo, to za en tak sklad je v bistvu to, kar je dosti velik zalogaj. Tako. In zdaj je pač v bistvu ta scenarij je tukaj, ampak treba najti pravega producenta, pravo produkcijsko hišo, ampak jaz mislim, da je zelo aktualno. Ne? Sploh ne dvomim, oziroma upam, da se čim prej odvija proti realizaciji ta projekt. Jaz upam, da se bo realiziral. Ne? No, pa ko sva ravno pri načrtovanih in še neuresničenih projektih, pa če gre še do enega takšnega projekta, ki pa ni znanstvena fantastika, ampak zopet nekaj popolnoma drugega, ki pa se spogleduje s tematiko druge svetovne vojne. To je tudi zanimivo iz tvoje strani, kakor poznam, kakor si mi sam tudi razložil. Tu se tiče tudi tvoje družine, kar precej. Rešitev določenih zavezniških vojakov za časa druge svetovne vojne. Stanislav Zavodnik, tvoj oče, če se ne motim. On je tisti, ki je imel tukaj tudi kar precejšno vlogo oziroma je temu prisostvoval. Kako je pa s tem filmom? Če kar ti razložiš vse skupaj. V bistvu tukaj v Sloveniji se propagira pač ta dogodek kot Vrano leto. Ampak v osnovi je treba vedeti, Vrano leto. V osnovi je treba vedeti, da se je to zgodilo preko naše družine. Preko mojega očeta, mojih starih staršev. Gre za največji pobeg zavezniških vojakov na tleh Evrope med drugo svetovno vojno. Mislim, to je izjemen dogodek. Izjemna stvar, zaradi tega, ker vse posod po Evropi so pobegnili iz teh taborišč 1, 2 ali pa 3. Manj kot 10 običajno. Tu jih je pa šlo čez 80. Tako, blizu 100. Ampak kako je prišlo, bom rekel, do tega? Ne? Moj stari oče je bil zaposlen na progi takrat. Moja mama, stara mama je bila pač doma skupaj z otroci. Ne? Moj oče je bil takrat star 6 let. Ne? In stalno, to je bila partizanska družina, stalno jih je Gestapo kontroliral, ampak nikoli niso mogli ugotoviti. Zelo je bilo zmerjeno tesno, ker moj oče se točno spominja, kako na tesno je bilo to, ko že partizani so za hišo dali v gozd, zaradi tega, da se niso soočili. Da jih aretirajo. Ja, v bistvu tam je bila partizanska pošta in nam potrkal je Gestapo in prišel v hišo in stara mama je zatlačila, bom rekel, to pošto not, bom rekel, spodne hlače in je rekel, je nekako uspela priti ven na WC in je dejansko to pošto pač je šla tam not v blato, zato da niso odkrili in tako naprej. Zdaj, in prišlo do tega, da so ti zavezniški vojaki, to so bili Stalag 18D v Mariboru, to taborišče, ki je bila podružnica Stalag 18A iz Wolfsberga. In to je bila, on je, se pravi, stari oče takrat služboval tule v Ožbaltu,
pri Mariboru in to je bila glavna, bom rekel, transportna pot tudi za transport vse te vojaške opreme na frontu. In partizani so stalno tam okrog njih so, bom rekel, minirali to progo in ti zavezniki so mogli to popravljati. In so jih stalno pripeljali tja z enim vagonom in so tam popravljali to progo. In tam gor je bila pač ta kmetija in Leslie Law, eden izmed zavezniških vojakov, je pri njih kuhal čaj. Ampak stalno, ko je prišel k njim kuhal čaj in zaradi tega, ker so dejansko ti Nemci, so bili prepričani, da to ni partizanska družina, je lahko on brez nadzora teh orožnikov pri njih kuhal čaj. Da ne bo nobenih posledic. Ja, to je bila partizanska družina. Ja. In oni so mogli biti zelo previdni in stara mama ali stara oče niso mogli razkriti, mi smo partizani, tu pa lahko najdeš. Zaradi tega, ker v zapiskih Leslieja tudi not zapisano, oni niso vedeli dejansko, kaj zdaj. Na eni strani je bila Drava, na drugi strani je bilo Pohorje. Tudi niso vedeli, če bi pobegnili, kaj potem, kam naprej. Kam, pa s komu sploh, kaj bi v bistvu, kaj bi lahko. Če je torej smisel pobega na prvo oko. Tako, in stalno, ko je pa prišel k njim kuhati čaja, oni so dobili od Rdečega križa, bom rekel, pakete, not so bili tudi čokolade. Stalno je prinesel en koš čokolade tudi za mojega očeta. In tiste se, bom rekel, ne vem, takrat tam je pač bilo bolj osamljeno in takrat so se ona združila kot prijatelja. Zanimivo, en zavezniški vojak pa recimo moja oče. In preko mojega očeta on tudi vzpostavil, bom rekel, čisto en drugačen odnos do njegove mame oziroma moje stare mame. In pol sta nekako prišla, bom rekel, do tega, da bi oni radi pobegnili, kje so partizani. In na koncu se je že nek načrt začel delati. Ja, in na koncu je le stara mama, bom rekel, popustila, da je videla, bom rekel, da je on toliko pošten, pa da on ne bo, bom rekel, komu to povedal naprej. Oziroma, da bo obdržal za sebe, da ne bo prišlo, bom rekel, do izdaje in je povedal, mi smo dejansko partizanska familija. In pol so se enkrat tako daleč zmenila, da so 3 partizani čakali pri njih. In ko je prišel gor kuhati čaja, so v sobi čakali pač 3 partizani od zadnji. In ko je bilo vse čisto, so prišli partizani ven, 3 do zob oboroženi partizani. Rekel, wow, kakva vojska je to, partizanska vojska. Takrat so 3 prišli, ko so bili res za vsema. In pol so se zmenili, da, to je bilo 44. leta, to je bilo tam okrog junija, maja, junija, da bi lahko pobegnali, da bi lahko to zorganizirali, ampak še ni čas za to, ker oni morajo priti nižje, bliže tej progi. In pol se je res zgodilo osvoboditev Lorenca na Pohorju in takrat so bili že zelo blizu. Ja, in takrat je bil eden sorodnik, ki so bili tudi tam v partizanih, oni so imeli pač partizanska imena, niso imeli imeti svoje imena, da jih se ne bi razkrili. In je rekel, takrat je bil pa pri njih, ko je Leslie napisal, takrat je bil pa pri Lizi, to je bila Elizabeta Zavodnika, pri Lizi je bil pa takrat njihov sorodnik. In on je povedal, zdaj so v partizani gor osvobodili so Lorenca. In potem so se preko njih se zmenila, da bi pa oni šli do partizanov. In jih je pol 5 najprej pobegne, ker zgodi se konc avgusta se zgodi ta pobeg, 44. leta, 30. avgusta 44. In jih 5 gre najprej gor, 5 teh zavezniških vojakov, z tem partizanom, ki je bil pač takrat, ravno takrat, ko on pride kuhati čaj, je bil pri njih. In se zmenijo in pridejo gor in pol naslednjo jutro prijajo dol in se osvobodijo še ostali. Ampak takrat... Vsega skupaj 80 oziroma več. Ja, ampak takrat je moj oče, ko je bil vsi, on je pač bil nekje v zuni, niso ga našli in se pravi, so spravili na varno starega očeta, staro mamo pa njegovo sestro. Ampak on je bil pa takrat, ko vlak pripelje, je pa on bil zraven češnje, je čakal, da pride Leslie k njim kuhati čaj, da mu prinese tudi čokolado. On je čakal, bom rekel, v enem trenutku in v tistem trenutku se zgodi pa napad. In on je rafal, ko spustijo rafal, gre gor, bom rekel, 10 cm tako mimo njegove glave, gre metek direktno v češnjo. Ker so pol še partizani, pa starši so gledali, koliko ga je dejansko ta metek zgrešil. In je rekel, tam je bil še partizan, bil na tleh, pa rekel, Stanko, pridi, da bi ga spravil stran, oče pogleda tam dol.
Ja, ves ta pobeg. In zakaj je v bistvu bilo tako hitro to rešeno? Ne? To smo izvedeli preko enega drugega. Ja. Da se kolega, ki je bil gor. Na koncu. Ja, oni so takrat, ko so naredili napad na Lovrencu, so iskali partizane, ki so bili prej nekako v nemški vojski, pa so tam pobegnili, da so znali nemško. In takrat, ko so oni napadli skupaj z temi zavezniki, temi zavezniškimi ujetniki, teh 5, ne, so rekli, zakaj ne bi še ostale potegnili, ne? In so šli zjutraj še to narediti. Še to. In takrat so pa v bistvu napadli z nemškimi ukazi. In zato je šel Rafal gor in se je nehalo, ker dejansko oni niso vedeli v bistvu, kaj pa zdaj. In zato je bilo dosti hitro, bom rekel to, dosti hitro so bili osvobojeni. Ne. In potem so oni šli, zanimivo je, da ste si še se tako dobro spomnili, oče, ne, ste si še pomahali. Lesli pa ono, ne. In oni so odšli v svobodo, ta družina pa tukaj ostala. Spod je bil pa vlak. Rekel, za starim očetom sta šla na ta vlak še gor pol pogledati. To je bilo vse razmetano, ne? Vse je bilo tam. Se tudi Nemci, ne? Oni so pač pometali tam dol v Dravo, ne? Zaradi tega, ker so mogli zabrisati te sledi. Ampak kaj se pol zgodi? Oni so pa tukaj. Ja, partizani pa zavezniki so jih tukaj pustili, oni so bili pa v nemilosti pred Nemci. Ne? Ja, ampak dejansko niso vedeli, na kak način so oni pobegnali. In pol je Gestapo prišel v Mariboru, to raziskoval in prišel dejansko do zaključka, da edino tule preko te družine so lahko pobegnali. In oni so bili že namenjeni v deportaciji v Auschwitz. In kaj se pol zgodi? In to je edinstveno, tudi bom rekel v celi Evropi. Stari oče je bil seveda, ker je bil zaposlen takrat na progi, ne? Tule v Ožbaltu. In tam en mesec pa pol pred tem, ali 2 meseca, ne, je ta nadzornik njegov, ki je bil od Wehrmachta, in njega poslal, ker mu je zaupal, ne, in pa, ampak ni vedel, da ima pred sabo partizana, ne, ga je poslal za 14 dni ali za 10 dni na Dunaj na dopust. Ja. In pol se v bistvu vrne, ne. Ampak oče se spomni, kako je stara mama letela po tem bregu dol in rekla, ne streljati guslje gor, ker on je bil August. A ne, ker oni so stalno napadali, bom rekel, tudi ta nadzor, ko so delali pač nadzor na progi, ta vagon. In kadarkoli je on bil gor, ni bilo napada. Enkrat so skoraj, bom rekel, še njega. Ja? In takrat je bil pa hiter pol umik. In so se oni hitro omaknili. In ta nadzornik, se pravi, od Wehrmachta dejansko en dan preden bi jih mogli deportirati, pride do njega pa reče, mislim, zdaj točno vem, ne, preko vas je to šlo. Ampak rekel, kadarkoli je bil on gor, kot so nadzorovali progo, takrat jih niso napadli. Drugače jih pa ponovadi zmeraj napadli. Ne. Ja? In rekel, to, kar s time ne reši življenje, jaz ti dam, postavim ti vagon pod hišo, nabaši gor kar lahko, in pa povej kam. Ja? In kaj se zgodi? 44 leta. Ja? On gre nabaša gor še kravo in gre na Maribor, Celje, Velenje, pa tule Bukovska vas pri Slovenj Gradcu. Stara mama pa gre z mojim očetom pa na Dravograd zaradi tega, ker ni smel iti tam gor, ker je bil pač tam gestapovsko gnezdo. Pa gre ampak ne iz Ožbalta, ampak iz Lovrenca, iz te postaje, pa gre tule nazaj. In na ta način so dejansko boje preživeli. In ta družina, ko je rešila te zavezniške vojake skupaj s partizani in dejansko zavezniki, ki so pol šli čez celo Slovenijo in tule pri Semiču iz otoka so pol pa šli na Bari. Ne. Vsekakor si načrtoval tukaj tako dokumentarni kot igrani film o teh dogodkih. Res, nekaj sem z očetom že posnel. Če lahko nekako sedaj s tem počasi se pač približujeva koncu oddaje in morda za konec, če nekaj še o tem projektu. Ja, jaz bi v bistvu prvič... Kako je načrtovan? Ja, dejansko bi rad napisal, oziroma že pišem novelo, se pravi roman. Pol dokumentarni film. Zdaj vse skupaj se je ustavilo zaradi covida, ker nisem mogel iti. Tukaj so bili 2019 ti potomci od Leslie Loja, da bi mi to posneli. Moram pač iti v Anglijo še določene stvari posneti, pa še tukaj. Še stvari raziskati do konca pa posneti. Pa pol, to je zgodba, ki je dosti zanimiva tudi za igrani film. Vsekakor. In tako da v bistvu pač imam
cilj tudi, da pripravim scenarij za igrani film, pa da bi posnel tudi to zgodbo kot igrani film. Še en projekt, ki bi bil vsekakor fenomenalen. Podobno kot recimo tisti znanstveno-fantastični, ki sva ga preomenjala. Tako da idej vidim, da ti še ne bo kmalu zmanjkalo, projektov bo še mnogo. Ja, jaz upam. Tako, filmska industrija tako ni enostavna. Za konec, čisto za konec bi te samo še vprašal, kaj ti pomenijo vsa priznanja in nagrade mogoče, ki si jih prejel za svoje filme do sedaj. Film ne dela zato, da bom rekel, da ga boš zaklenil not, pa ne, da ga boš naredil za sebe. Ne. Film narediš zato, da ga vidi široko občinstvo pa gledalstvo. Ne. To je zelo dobro, ne, takrat, ko film narediš, da gre med publiko. Ne. Čim večji odziv pri ljudeh, ja. Čim več, da ga vidijo. Ja, saj zato je dejansko film. Ne. Dejansko na koncu pa v bistvu tudi, da gre na festivale, zaradi tega, ker tam dobiš tudi od stroke, od soustvarjalcev neko priznanje, tudi, kar se mi zdi pomembno. Ne. Ki pove veliko o tvojem ustvarjanju. Ja, ti si del, bom rekel, filmske industrije, filmskega ustvarjanja. Zelo pomembno je pa, kot si omenil, da narediš film kot avtorski vizionar, s čimer se jaz popolnoma strinjam in filme bi bilo treba tako delati. Da človek dela v tistem, kar ga zanima iz svojega srca in da so projekti dodelani. To je bistvo. Tako, v bistvu ti tudi skozi čas, skozi svojo kilometrino in se razvijaš neko svojo avtorsko estetiko. Dodelaš svoj stil in estetiko. Ja, in to je tudi pomembno, pa tudi dobro v bistvu, da imaš neko prepoznavno estetiko, ne. Ki pa ni nujno, spet je žanrsko pogojeno. Uroš, jaz se ti zahvaljujem za obisk danes v našem studiu. Hvala za povabilo. Tako, še drugič. Gledala sva si seveda glavnino tvojega ustvarjanja. Vseh del je seveda ogromno nastalo, žal si nisva mogla vseh, zato tiste najpomembnejše. Zagotovo pa upam oziroma vem, da nekega dne, morda v prihodnosti, boš pa ponovno gost v našem studiu in boš predstavil ponosno nove projekte. Z veseljem. Ne? In jaz pa karati v bistvu glede na to, da smo na koncu, pa da se bo še zavrtel ta film Bergmans. Jaz vsem želim tudi en prijeten ogled, pa da bojo uživali v tem znanstveno-fantastičnem trilerju. Definitivno bodo. Hvala. Spoštovani, spoštovane, želim vam prijeten ogled filma Bergmandelc. Mi pa se vidimo naslednji mesec v še eni oddaji Podobe filmskega sveta. Nasvidenje.